Lepo pozdravljeni. Veseli nas, da ste se tako številčno odzvali na natečaj zgodbe mojega kraja, kako smo nekoč preživljali počitnice, ki smo ga v Mestni knjižnici Ljubljana razpisali v sodelovanju s knjižnicami osrednje slovenske regije. Kot veste, je natečaj potekal od 8. februarja do 15. aprila 2020, zaradi epidemije pa je bil podaljšan do 1. septembra. V tem času smo prejeli skoraj 70 zgodb, ki ustrezajo pogojem razpisa. Žirija je vse zgodbe prebrala, ocenila ter izbrala 10 najboljših, ki bodo nagrajene. Nagrajene zgodbe bomo do konca oktobra objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana ter na domoznanskem portalu Kamra. Nagrajence bomo razglasili od 3. do 1. mesta, skupaj z odlomki in utemeljitvami nagrad, nato pa sledi še preostalih 7 avtorjev najboljših zgodb. Na 3. mesto se je uvrstila zgodba Branka Lipnika iz Horjula z naslovom Mariborski otok. Nagrado 2 vstopnici za obisk arboretuma podarja Arboretum Volčji potok. Mariborski otok. Ko si slišal ti 2 besedici, pa čeprav je bila morda zima, mraz, mokrota v čevljih, ti je postalo toplo pri srcu, pa tudi mokrih nog nisi več čutil. Ko si pogledal v sivo nebo, si videl čisto poletno modrino, spodaj pa še vse žive vesele barve. Že takrat si se vnaprej veselil srečanj, iger s prijatelji, tam je prezimovala in čakala ljubezen. Bil si na našem otoku. To so bila lepa vroča poletja, vznemirljiva, obetajoča in nikoli niso razočarala. Nekateri so hodili tja že konec maja, niso vzdržali do uradnega odprtja. Eni so že lovili barvo na svoje lica in potem zvečer pred kinom izzivali bledoličnike, drugi so tam v miru brali knjige, tretji so z dekleti raziskovali skrite kotičke tega malega raja sredi Drave. Pravili so, da je Mariborski otok eno najlepših poletnih kopališč v Evropi, podobno kot slovi že dolgo Mariborski park. Ni ga bilo, ki bi temu oporekal, a mi o tem nismo razmišljali, mi smo tam preprosto uživali. Bilo je vroče, včasih si pustil karotise bosih nog v asfaltu. Pograbil si kopalke, takrat so bile to minimalke, drobiž za vstopnino in sladoled, ter jo mahnil gor po Koroški, ob Dravi mimo Broda, pa čez most in že si bil na varnem, v drugi deželi. Že pri Brodu je bilo vznemirljivo. Takrat je Drava tekla še kar hitro. Spodaj pod Mariborom, tam še ni bilo elektrarne, ki bi upočasnila tok. Letos sem bil po dolgem času tam, na jesenskem sprehodu, od mesta do otoka. Na Lentu se zabavajo ob najstarejši trti. Tam se vedno spomnim, da so takrat, ko smo študentje risali Lent preko Drave, Romi obešali perilo na tej trti. Tu in tam so še kakšno vejo posekali in pokurili na svojem ognju ob vodi. Ko so jih izselili in obnovili hiše, ki so ostale, se je začel turizem. Včasih pa smo tam plavali, bilo je mestno kopališče, tako kot na desnem bregu, kjer zdaj stoji nova medicinska fakulteta. Tretja uvrščena zgodba Mariborski otok prepričljivo niza spomine Mariborčana na znamenito kopališče ob Dravi, malo pred štajersko prestolnico. Spomini ne sežejo zgolj do samih poletnih dogodivščin in športnih iger ter dijaškega dela, temveč tudi do znamenitih mariborskih osebnosti in lokacij. Tu so znani mariborski športniki, plavalci in skakalci v vodo, vodnica Broda z enega na drugi breg Drave, gospa Julijana, Đuro z bazena, mestni park, Lent in najstarejša trta. Časovno je jedro zgodbe umeščeno v obdobje socializma, najverjetneje nekje do leta 1948, ko hidroelektrarne Mariborski otok po Piščevih besedah še ni bilo. S prvim agregatom je začela delovati septembra 1948,
druga dva pa so zagnali v letih 1953 in 1960. Drava pa je še hitro tekla. Pisec zgodbe ni zgolj očaran nad Mariborom, temveč tudi kritičen zaradi novih, modernih zgradb na Dravskem obrežju, oriše pa tudi sedanje stanje še sedaj legendarnega kopališča. Zgodbo odlikuje močna domoznanska patina, zato si po mnenju žirije nedvomno zasluži visoko 3. mesto. Pripoved popestrijo povedne fotografije. Drugouvrščena zgodba nosi naslov 11. šola na Pšati avtorja Mihaela Mihelčiča iz Komende. Nagrado 2 celodnevni vstopnici za obisk term podarjajo Terme Snovik. 11. šola na Pšati. Na Pšati se je vedno dogajalo kaj zanimivega, zato nas je potok pritegoval kot magnet. S sosedom Mimi fanti, ki so bili doma blizu kanala Pšate, smo se nekoč dogovorili, da bomo naredili splav in odpluli navzdol potoku do konca Mengša ali pa naprej proti Jaršam. Rečeno, storjeno. Gradbenega materiala nam je manjkalo, zato je sošolec Lojze mami ukradel kar desko za pranje perila. Nabrali smo še nekaj starih desk in pričeli z gradnjo našega splava. Žebljev nam je tudi primanjkovalo in zato smo kar na hitro in le za silo sestavili splav, ki je bil daleč od Kontikija. Odnesli smo ga do potoka in Lojze si je zboril pravico, da bo prvi splavar, ker je on prinesel glavni del splava, mamino desko za pranje perila, ali kot smo rekli, perivnik. V tistih časih namreč še ni bilo pralnih strojev in mame so perilo najprej skuhale doma v velikih loncih in nato žehto pripeljale do potoka, kjer so ga sprale v vodi ob stepanju na teh pralnih deskah. A Lojze ni bil preveč spreten splavar in ko je skočil z brega na splav, se je takoj sesul in revež je nesrečno skočil ravno na desko z žebljem, tako da se je kar hudo ranil. Moral je k zdravniku, da je dobil injekcijo proti tetanusu, saj so bili naši žeblji v glavnem stari in rjavi. Dobil je škorenj iz obvez in naslednje dni nas je lahko le nevoščljivo gledal, kako se kopamo. Ko pa je prišel mesec avgust, se je cela družina naložila v fička in smo se odpravili v Novigrad, kjer smo se kopali v Pineti. Pot do Novigrada je bila takrat zelo dolga in ponekod še makadamska. Trajala je skoraj 3 ure, saj smo se čez Kačje Ride večkrat vozili za kamioni po Polžje, tako da smo že do Kopra potrebovali vsaj 2 uri. V Pineti so imela mnoga slovenska podjetja počitniške domove in tam se je tako kot še danes v glavnem govorilo slovensko. Otroci smo se kar naprej namakali v morju in mama nas je večkrat morala zvleči ven, ker smo imeli že čisto vijolične ustnice in smo se tresli kot šibe na vodi. Plaža pod Pinjami je ostala v najlepšem spominu, čeprav sem na ploščatih skalah polnih Alp večkrat pogrnil in imam spomine v obliki brazgotin še danes. To je bil za nas najlepši del počitnic, čeprav smo vedeli, da se bo kmalu po naši vrnitvi domov pričela šola in bomo spet v starih tirnicah. Avtor drugouvrščene zgodbe zelo doživeto opisuje poletne počitnice v začetku 60. let prejšnjega stoletja, ko je z družino živel čisto na koncu Mengša, v neposredni bližini kanala Pšate. Otroci so takrat morali med počitnicami delati, nabirali so borovnice in jih nato prodali kmetijski zadrugi v Mengšu, ter tako zaslužili nekaj denarja za šolske knjige in zvezke. Prav tako so nabirali maline in ribez za pripravo domačega soka. Ko so imeli priložnost, so se hodili kopat in loviti ribe na Pšato. Šele v drugi polovici meseca avgusta se je družina s fičkom odpravila na morje v Novigrad. Avtor se spominja dolge vožnje za kamioni čez Kačje Ride, vse do Pinete, kjer so preživeli najlepši del počitnic. Domoznansko močna zgodba
je slogovno zaokrožena ter jezikovno bogata. Avtor vanjo učinkovito vplete elemente narečne govorice, ki pripomorejo k slikanju utripa lokalnega življenja. Žirijo pa je najbolj prepričala zgodba Elene Skok iz Ljubljane z naslovom Počitnice mojega otroštva, ki si je prislužila prvo mesto. Nagrado, nočitev z zajtrkom za 2 osebi v apartmaju turistične kmetije, podarja turistična kmetija Trebušak. Počitnice mojega otroštva. Moj praded je nekaj let drvaril v Ameriki. Šel je tja v času krize, tako kot mnogi drugi. Domov je prinesel sekiro in mnogo zgodb, ki jih je postaran ob peči pripovedoval svojim vnukom. Te zgodbe so se moje mame najbolj prijele. Zanetile so njeno domišljijo, ki jo je kasneje hranila z branjem. Hrepenela je po svetu in ker ni šlo drugače, je doživljala svet skozi knjige. Prav knjige in materina rojstna vas so najbolj zaznamovali moje počitnice. Z bratom sva bila še čisto majhna, ko naju je že redno vodila v knjižnico. Veselila sem se poti mimo športnega društva Partizan čez Zaloško cesto do knjižnice, ki je bila temačna in je imela nek čisto poseben, skrivnosten von. Zvečer nam je mama glasno brala, midva pa sva se tiščala k njej in gledala ilustracije. Ko sva bila z bratom večja, sva sama obiskovala knjižnico. Prebrala sva vse knjige o Winnetuju, Sherlocku Holmesu, romane Julesa Verna in kasneje še znanstveno fantastiko. Zlasti knjige so vplivale na najino počitniško domišljijo. Če se je le dalo, sva z bratom prebrano knjigo tudi podoživela v igri. Nekega poletnega dne sva vzela star kartonast kovček, iz deske izrezano puško, star slamnat klobuk in odpotovala v 80 dneh okoli sveta. Svet je bilo območje znotraj ograje posesti Metalurškega inštituta v Polju, kjer smo stanovali. Tam je bil velik skalnjak in so rasle smreke. To so bile Alpe. Plavalni bazen poln vode je bil ocean, ki so ga prečkala na 2 blazinah. Med preklami bujnega fižola so se prebijala skozi džunglo, po peščenem dvorišču so se plazila skozi puščavo. Trata je bila savana. Zdelo se nama je, da naj jo bodo napadle divje živali. Med vrtnimi gredicami so opazovala domorodce, prehranjevala sva se s sadjem z dreves in glej, po hudih naporih so v zadnjem trenutku uspela priti na cilj. Še sreča, da je ta najina pustolovščina trajala ravno do takrat, ko naj jo je mama poklicala na kosilo. Prvo nagrajena zgodba z naslovom Počitnice mojega otroštva nas ponese nazaj v čase, ko so se otroci, še ne zasvojeni s sodobno tehnologijo, znali sproščeno igrati in preigrati vse dolge počitniške dni. V uvodnemu delu, v katerem izvemo, da se ljubezen do pripovedovanja, poslušanja in branja zgodb prenaša v družini iz roda v rod, sledi dinamičen, slikovit opis počitniškega dogajanja na dvorišču Metalurškega inštituta v Ljubljani, kjer je avtorica kot otrok živela. Brezmejna domišljija in ustvarjalnost, ki sta ju mala deklica in njen bratec doživljala in izražala pri igri, bralca kar vabi, da se jima pridruži. Tako se za vse skupaj prične neustrašno potovanje z naslovom V 80 dneh okrog sveta, polno uspešno premaganih preprek in nevšečnosti. V nadaljevanju zgodbe izvemo, kako enostavno je narediti letalo, če si zaželiš ogledati svet še iz zraka, kot letalec. Samo star lesen zaboj moraš imeti pri roki, pa krila, staro avtomobilsko tablico in še nekaj malenkosti. Nekoliko zahtevnejša je izdelava rakete, saj zato nujno potrebuješ železen sod in zanesljivo delujočo komandno ploščo, ki te ob izstrelitvi ne pusti na cedilu. Avtorica, ki v tej zgodbi prevzame vlogo astronautke, nam zaupa, da sta z bratom pridobila vsa potrebna znanja za osvajanje vesolja
iz časopisa Mladi kozmonaut, ki sta ga seveda tudi sama izdajala. V drugem delu počitnic se z avtorico, majhno deklico, podamo na mamin dom v Orehovico, vasico pod Gorjanci. Čas preživeti s svojimi starimi starši in drugimi sorodniki je posebej dragocen, saj se nežno opisani prizori, utrinki iz kmečkega življenja, kot dragoceni biseri nizajo na ogrlico spominov. Pričara nam idilično, starožitno življenje v krogu razširjene družine, ki mu določata ritem narava in kmečka opravila, povezana z menjajočimi se letnimi časi. Iz zapisanega sijejo prizori, ki kažejo na medsebojno naklonjenost in povezanost sorodnikov. Zaupni pogovori s sestrično, večerna molitev z babico, potrpežljivost starega očeta pri učenju vnukinje, zanimivi pogovori s stricem, skupni obedi pod kostanjem. V takem, ljubezni in zaupanja polnem ozračju se lažje opravi tudi težko vsakodnevno delo, kot so skrb za živali v hlevu, delo na polju, košnja, gospodinjska opravila. Avtorica se spominja, kako čudovit je vonj sena, občutek svobode, odkrivanje novega, sončni žarki v krošnjah dreves, srečanje z mamo, ki je nekaj časa nisi videl. Preproste stvari, ki so del vseh naših otroštev, a so jih zmožni redki ubesediti tako podoživeto, kot jih je nagrajena avtorica. V prvo deseterico je žirija izbrala še naslednjih 7 zgodb, ki jih bom prebrala v naključnem zaporedju. Kako sem preživel zimske počitnice daljnega leta 1961, avtorja Primoža Cundra. Počitnice v Bohinju, avtorice Kristine Bajec. Kako smo nekoč preživljali počitnice, avtorja Jožeta Prednika. Slavček več ne poje, avtorja Daniela Ferlinca. Počitnice mojega otroštva, avtorja Antona Gričnika. Kako smo nekoč preživljali počitnice ali naš kino Paradiž, avtorice Tatjane Leskošek Denišlič. Ter kako smo nekoč preživljali počitnice, avtorice Ive Potočnik. Nagrajenci prejmejo brezplačno vstopnico za ogled filma v Kinodvoru ter paket naravne kozmetike podjetja Herba Slovenika. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Nagrajenci boste vse informacije v nekaj dneh prejeli po pošti. Za vsa morebitna dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na telefonski številki 01 308 5175 in na elektronskem naslovu mojkraj@mklj.si. Še enkrat se zahvaljujemo vsem sodelujočim ter želimo iskrene čestitke vsem nagrajencem. Upamo, da se nam boste pridružili tudi naslednje leto. Nasvidenje.